pracujeno. Torej, če ta pevski način oziroma način vodenja glasov čisto preprosto skušam razložiti, gre tako. En pevec začne naprej. Potem ta pevec mora biti dober in suveren. Začne naprej peti osnovni napev. Potem se pridruži pevec čez v intervalu terce. In potem, ali pa včasih istočasno, se pridružijo pevci z basovsko linijo, ki je tukaj v lučah vedno razdeljena na prvi bas in drugi bas. To je tukaj še vse podobno, lahko rečem, običajnemu ljudskemu petju, ki je danes še močno navzoč na vsem slovenskem prostoru. Potem, ob zaključkih fraz, kot sem že prej rekla, pa se tretji glas dvigne nad glas, ki je poje čez. In to je tretji glas nad basom, zato se imenuje tretka. In še čez se povzpne četrti glas nad basom, zato se imenuje četrtka. Oj, dober večer, Jungfrauda, als boš kaj dala, pušelca, al boš kaj dala, pušelca, hidreja grijajo. Jaz sem že dala pušelček, ko sem bila stara, 16 let, ko sem bila stara, 16 let, hidreja grijajo. Svojmu Ja, jaz pojem pravzaprav kar zelo dolgo, skozi od otroških let. Ko smo bili doma, od nas bilo otrok, dosti nismo imeli druge igrice, razne take, smo bili na stran, dali smo največ peli pa mudili. Mama je nas zmerno pripravljala, ja, danes smo pa peli, tole peli, drug dan smo bili mudili. In to skozi se je tako vleklo, da skozi otroške letanje. Pol, ko sem pa odrastel, ko sem šole stopil, smo pa kak malo pobe začeli vabiti, ko se peli tako, rečemo, po vrhjah, po zaselkah, da sem jih hodil pomagati. Peli so 6 glasja, navadne 6 glasja, in jaz sem imel zredne veselje. Doskrat prej, ko sem mlajši bil, sem naprej pel, vodilni glas. Pa smo pa videli, da sem imel dober glas, da sem nekako kar malo tudi posluh imel, prav, smo pa zmeraj vabili.
Tada to šlo naprej, polje, tudi v zborovskem petju sem se pa tudi priključil, da bo deh malo 50 let. Nocoj je fajn večer, jutri bo zavrdi. Jutri bo Jaz pojem drugače že zelo dolgo, v bistvu sem začel v osnovni šoli. Starejše generacije nas pa v bistvu kar same povabili. Sem začel peti tam, ko sem bil 15 let star. In smo se v bistvu na tak način tudi fajn spoznali, ujeli smo se, mlajša pa starejša generacija. Mora da je bil tudi fajn zaradi tega, ker ta starih ni bilo zravno, da se lahko kdaj kak deci spil malo na skrive. Naučili smo se pa pač tako, da se vsak neštime usedel, ki je najbolj mu pasalo. Dobra stran je bila tega, da si se moral kakšno štimo več naučil, ko bi se ji pa žihar. Pa čez dek, če kak pevc fali, pa lahko tisto štimo lepo pogledajte, da ji zagrabiš. Torej, petje na tretko in četrtko je poseben način petja, ki dejansko ne more obstajati sam zase. Torej, obstaja samo petje na tretko, medtem ko petje na četrtko samo, brez tretke, ne more obstajati. Vedno se povezujeta, ker sta to dva glasova, ki vedno skupaj nastopata. Ta način petja je res nekoliko poseben, predvsem pa zahteva kar dobro pevsko veščino in pa dober sluh, suverene glasove, velik pevski razpon, predvsem v visokih legah, to so pri moškem petju seveda tenorska lega, pri ženskem, ki bi tudi lahko bilo in je tudi nekoč bilo, je to sopranska lega. Seveda za današnji estetski čut je pa zelo pomembno tudi, da se ta dva glasova, ki sta zelo visoka in imata veliko možnosti, da štrlita iz ostalega sozvočja, torej da sta barvno lepo usklajena v enem takem lepem pevskem sozvočju. K temu tudi stremijo prav ti ljudski pevci iz Luč, ker imajo zanimivo eno tako posebno estetiko za harmonsko ubranost in za sozvočje. Sama menim, da je to en tak vpliv Koroške, ki je tukaj blizu, se pravi avstrijske Koroške, pa nekoč se je podobno slišalo tudi na Gorenjskem. Predvsem pa je to petje bilo doma v teh visokogorskih, alpskih vaseh. Danes to petje seveda ni več razširjeno, pa tudi težko govorimo, da je bilo povsod enako. Šlo je za različice tega petja. Danes tak spontan način petja, ki se prenaša res od ust do ust, pa seveda ušesa morajo dobro sodelovati, je res samo še v vasi Luče v Zgornji Savinjski dolini. Samo toto 6 glas je kaj težko zastopiti. To moraš v šese dobiti tisto štimo, točno pač veš polj, kam jetna. Mi smo se v kup dobili in si čuš štime in potem pride v šese, točno polj veš, ki moraš iti ven na visok glas. Slave.